Liga prvakov kvalifikacije drugi krog. Po 2 lepih zmagah proti islandskem prvaku je na vrsti sedaj soočenje še z enim predstavnikom skandinavskega nogometa. 12-kratni švedski prvak predstavlja višji kakovostni nivo, tako da bo nogomet na drugačni, višji ravni. Tudi jaz mislim, da bo nasprotnik bistveno boljši, kot so bili prejšnji. Prepričan sem, da bomo tudi tokrat, da bo moštvo zdaj tega, ker je dobro zgledal, v dobrem momentu je, da bo znalo jutri odgovoriti zelo dobro. Nasprotnik je dinamičen, je skandinavski, zelo enostaven, ponavlja veliko nekih enostavnih stvari, ki je lahko predvideti, vendar je to treba zdržati preko 90 minut, to mora biti tudi en moto skozi celo tekmo. Najlepše je igrati pred polno tribuno, pred navijači, tekmo, ki nekaj odloča, ki se gre za nekaj, tako da je še poseben naboj, še posebne emocije, tako da takšno tekmo je super igrati in se veselim, ko me čakam, da bo. In zdaj, da so to Skandinavci spet, pač so, ne. Ekipa dodatnih težav pred prvim obračunom nima, Kenan Pirić bo znova v golu. Ena izmed temeljnih nalog za dobro izhodišče za povratno tekmo v Stockholmu pa bo nadaljevati serijo brez prejetega gola v evropskih tekmah. Mislim, da je to zelo pomembno. Zavedati se moramo, da nas čaka zelo zahtevno srečanje. Opraviti moramo svojo nalogo dobro, zapreti jasno od zadaj, biti pozorni na te njihove napadalce in pa od spredaj izkoristiti vse, kar se nam ponudi. Veliko zaključkov zahtevamo in preciznosti. Eden glavnih adutov pred nasprotnim golom bo znova Andrej Kotnik, ki je bil učinkovit v pripravah. Na uradnih tekmah je zaenkrat še brez gola, njegovi partnerji Kronaveter, Tavares in Hotić so vsi že zabili. Ja, zdaj je čas, da še jaz se pridružim tej druščini. Bo tudi zdaj se upam, da odprlo tudi meni. Ja, najboljši trenutek za zadet. V Ljudskem vrtu bo tudi več kot 500 švedskih navijačev, sodniki so z Nemčije. Maribor AIK, prva tekma druge runde kvalifikacij za Ligo prvakov, sreda 20:15. Karte so še na razpolago.